Imamo tehničnega, sedaj pa je, ne? Ja, zdaj je. Najlepša hvala. Se lahko rečem, kar nagisa, ne? Danes ne bo narobe. Tako. No, pa bi šli kar nazaj na naš kratek PowerPoint. Se pravi, najprej smo vam malo predstavili noč raziskovalcev. Zdaj za današnjo temo sva imeli malo težave, ker je vse skupaj online. Navadno se z Giso nekam odpraviva in predstaviva, se pravi, glasbo v živo in na Giso samo, ne. Danes pa bova, se pravi, isto stvar nekako poskusili online. Zdaj, naslov dogodka je Med dvema glasbenima svetovoma. Tako sva si zamislili en, bomo rekli, nekonstruiran intervju, se pravi, ne vnaprej pripravljen, samo malo sva se približno dogovorili, kaj bova govorili, in v njem bi predvsem osvetlili življenje in delo, predvsem glasbeni del Nagise Moritoki Škof. No, mogoče vam jo še enkrat predstavim, za tiste, ki jo mogoče še ne poznate. Moritoki Nagisa Škof je docentka na oddelku za azijske študije v Ljubljani. Rodila se je na Japonskem in je zelo, bomo rekli, sodeluje na različnih področjih, predvsem njeno raziskovanje in objave segajo na področje jezikoslovja in jezikovnega izobraževanja. Intenzivno sodeluje tudi z raziskovalci v Srednji Evropi in tudi seveda na Japonskem. Je članica kar precej, se pravi, revij uredniškega odbora Acta Linguistica Asiatica, ki ga izdaja oddelek za azijske študije, potem Japanese Language Education in Europe, tukaj gre za združenje učiteljev japonskega jezika v Evropi, in pa žurnala japonskega, se pravi, poučevanja japonskega jezika, ne, tudi. Tako da predavala že povsem po celem svetu in še to mogoče nekako lahko opozorimo, omenimo, da še vedno kot tudi zunanja sodelavka deluje na Nacionalnem inštitutu za japonski jezik na Univerzi v Tsukubi. Od leta 2010 je na oddelku za azijske študije tudi koordinatorica mednarodnih aktivnosti in pa predsednica od lanskega leta naprej Združenja učiteljev japonskega jezika v Evropi. Tako da precejšnja zasluga za prihod recimo tujcev in tudi predvsem študentov na Univerzo v Ljubljani, na oddelek za azijske študije, ter tudi, se pravi, izmenjave naših študentov, slovenskih, na Japonsko so v veliki, se pravi, večini, se imamo zahvaliti prav Moritoki Nagisi, ne, za njeno vestno delo. Toliko za uvod. No, danes pa bomo osvetlili tudi še eno plat Nagise Moritoki Škof, to je njeno glasbeno udejstvovanje. Se pravi, poleg te kratke prezentacije o delovanju na jezikovnih področjih in izmenjave med Japonsko in Slovenijo, je tudi umetnica, ustvarjalka in glasbenica, kar bomo tudi danes nekako vam poskušali prikazati. V prvem delu predvsem, se pravi, katere inštrumente igra in nekako ozadje te japonske glasbe in inštrumentov, v pogovoru seveda z njo, in v drugem delu pa malo bolj osvetlili, se pravi, aktivnosti, ki jih po Sloveniji nekako, se pravi, se trudi tudi ta glasbeni svet prinesti nam, bodisi predvsem v obliki nastopanja, predavanj in predstavitev same japonske glasbe. No, ko recimo pri nastopih, ali če ste si že ogledali kakšen televizijski nastop Nagise Moritoki Škof, imamo zraven napisano ponavadi vokal s c-jem, tukaj napakica, koto, shamisen in sangen. Zdaj, tukaj sem napisala še v japonščini zraven nado, kar pomeni in tako naprej, ker to ni še popolna lista. Ves čas, potem imamo še kakšen
presenečenje, kakšen nov inštrument, ki ga iz kakšnega žepa potegne. Tako da tukaj imamo slikico, ko je bila Nagisa še majhna, ne? Nagisa, se spomniš to mogoče, kdaj je bilo? Ja, to je bil moj prvi nastop, domači nastop. Zdaj, Nagisa je seveda zelo skromna, sem jo vprašala, če ima kakšno slikico in je rekla, evo, to je to. Ko je bila še... Ja, se spomnim, jaz sem dobila to pižamico oziroma nočno slajco in tako sem bila vesela in sem zapela eno pop pesem, katera mi je bila najbolj všeč takrat. Jaz sem bila takrat, ne vem, 2 leti ali 3 leti stara in tisto pesmico sem vsak dan, cel dan zapela, pa tudi na pogrebu od dedije sem zapela. To je za nevesto, da nevesta se poroči in gre iz otoka, pa se poroči, pa ne moremo se srečati. Taka žalostna, vesela pesmica, to sem zapela cel pogreb od dedija. Lepo. In to je bilo takrat. Aha, koliko si bila stara tukaj? 2 leti ali 3 leta, mi se zdi, tak buhtelček, ne? Ja. Pomniš, ne, tako, res taka simpatična slikica, ne? Zraven imamo pa še Nagiso, malo starejšo, ne, še vedno mlado, se pravi, z katerim inštrumentom, mogoče veste, od vseh teh zgoraj naštetih, kateri bi bil ta inštrument. Ja, no, bomo potem še... O, ja, bravo, Darja. Kotor. Ja, vidim, da ste že, kateri že zelo dobro poučeni, ne. No, preden bi Nagiso malo povprašali o samem inštrumentu in učenju le-tega, bom samo na kratko vam malo predstavila ta inštrument. Zdaj, skladbico, ki smo poslušali, tako imenovano Rokudan, velja kot ena najbolj, bomo rekli, znanih v tem svetu klasične japonske glasbe, koto glasbe, ne. Poleg recimo skladbe Midare so najbolj prepoznavne, ne. Tako da sam koto velja za enega najpopularnejših glasbil, mogoče tako, ko je pri nas klavir ali pa violina, da bo kasneje Nagisa popravila, če ne bo prav. Drugače je staro glasbilo in izvira še iz dvornega orkestra iz 6. stoletja. No, finalne temelje zanj je postavil prav ta, bomo rekli, ki je to samo, se pravi, oče klasične koto tradicije, Yatsuhashi Kengyo, ki je tudi zelo znan v svetu te koto glasbe, ima tudi častno titulo Kengyo, v njegovem imenu, naziv, ki je ponavadi podan slepim koto igralcem, ker to je bil v preteklosti instrument, ki je bil izključno domena slepih glasbenikov, ne, katerih znanje se je potem prenašalo iz roda v rod, ne. No, predvsem, ker ima takšen glas, zvok, če ste morda slišali, nekako kot harfa, in to ji je pomagalo potem, to je temu inštrumentu potem premagalo nekako tudi preživeti modernizacijo Japonske, ker so ga tudi zahodnjaki zelo lepo sprejeli in je potem postal tradicija nekako srednjega, višjega razreda, ne, na Japonskem. Kasneje, ne. No, kako je zdaj s tem danes, bomo vprašali malo Nagiso. Predvsem bi rada, da bi nam mogoče razložila, kako izgleda učenje tega inštrumenta, ne, kdaj se ga začnemo učiti. Predvsem pa tudi to, vemo, da obstajajo različni stili, ne, za vsak inštrument imamo na Japonskem različni stil, šole, po katerem se potem razlikuje verjetno način igranja, kako se učimo glasbe, pa mogoče, če nam bi Nagisa najprej izdala to skrivnost, kateri šoli je pripadala in kaj so značilnosti te šole, ne, stila igranja. No, če jaz govorim, se bom jaz pokazala? Ja. Ja? Aha. No, hvala, Klara.
Pa tudi hvala vam, ker ste poslušali tisti dolg komad Roko dan do konca. Meni je žal, da ne morem igrati v živo zaradi tehničnega problema, tudi zaradi prostorskega problema. Drugače pa, da jaz se spomnim, ko sem igrala na v studiu tiste komad, ne, Roko dan, Gojc pa Igor sta rekla na Gojc, dobro sem zaspala, ne, tako sta rekla oba. Tako da, jaz sem tako se trudila, ne, igrati do konca, pa speljati do konca lepo, pa sta rekla, pa tako sem zaspala, pa dobro, in sem bila prav vesela, da ta glasba prinese tako mirno dušo. To pa še vedno, oziroma to pa še ni slab značaj, ne, za nas, ampak pa da lahko človek mirno posluša eno glasbo brez problema, pa brez živc, ne. Drugače pa, kako sem se učila inštrument, jaz sem bila majhna, najprej sem se učila klavir. Klavir je čisto enostavno, imamo tipke, pa črne tipke, pa bele tipke, to lahko, a ne, kako se reče, no, pa tipkamo tipke, pa zvok pride ven. To je bilo lepo, enostavno in naša mama je rekla, no, ko sem bila jaz majhna, sem hotela se učiti koto, ampak nisem mogla zaradi vojne, to je taka stara zgodba, ne. Pol je mama hotela, da hčerko, da se uči koto. In ko sem bila majhna, sem začela koto igrati in šola je bila čisto privatna šola. Jaz sem bila prav presenečena, da naši otroci so hodili v glasbeno šolo, po navadni šoli in tam je tudi v šolskem sistemu imajo dvakrat inštrumentalne ure, pa enkrat teorijo. Jaz sploh tega nisem imela. Jaz še vedno nimam pojma o teoriji, da ne vem, dominantno, ne vem, kaj je nekala, to ti vse poznaš. Jaz nimam teorije, ampak tako po praksi sem se učila vse, kar sem mogla. Ampak pri kotu, za mano imam tak inštrument, dolžina je 1,80 m, to postavim tako po dolgem, desno, levo, in zato, ker jaz sem bila majhna, sem bila leta 6-7 let stara, in nisem mogla dosežeti do prve strune. Ta zadnje strune sem igrala ne, pa prve strune nisem mogla igrati zato, ker je predaleč. Ponavadi smo igrali na tleh, smo sedeli na poturško in smo igrali, ampak enostavno sem bila premajhna. Na posnetku mogoče ste videli, da sem včasih pritisnila z levo roko strune, da zviša ton, ne. S tem tudi nisem imela dosti moči, ker sem bila premajhna, zato sem ustala tako, sem z vso močjo sem pritisnila eno struno, ampak še vedno ta zvok ne gre toliko visok, kot je treba. In sem bila malo obupana, ampak učiteljica je bila prav lepa, mlada in sem hotela biti tako kot tista učiteljica. In enkrat sem nehala vmes, ampak spet sem začela, ko sem bila dosta velika in sem bila dosta močna, ne, pa dosta velika, da igrati do konca strune. Pa spet sem začela in zdaj imam tlele tako, da mesto doma tožim. Ampak tam na uri, takrat, ko sem se učila inštrument, učiteljica meni ni pokazala, kaj je treba delati, pa kako je treba paziti, ampak učiteljica mi je igrala eno frazo in jaz to ponavljam. Učiteljica reče ja ali ne, če ne, pa jaz spet ponavljam, pa nič ne pove dosti z besedami. Ko sem bila majhna, jaz nisem vedela, kaj je narobe, kaj je treba delati.
Ko sem bila velika, pa sem mislila, da to pa je res škoda denarja, zato ker ta šolnina ni dosti poceni, ne, ker take tradicionalne inštrumente pa stane. Pa sem rekla, pa ta učiteljica nič mi ne pove, ampak toliko moram plačati. Pa zakaj pa je to? Ampak to je tak sistem, da poslušamo in ponovimo, tako kot učiteljica igra. In to je to. Pa teorije nisem se učila, ampak po praksi poznam, kaj je treba delati, kako je treba peti, pa kako je treba, kakšne, ne vem, vibracijo dati. To sem se učila, oziroma sem ponovila tako, kot je učiteljica delala. To je bilo čisto drugačno kot pri klavirju. Pri klavirju sem hodila tudi k učiteljici, privatno sem hodila. In tam pa meni je pokazala, kako je treba delati, kako je treba družiti, ne vem, prste pa roka, pa te roke, ne, oziroma rame. Pri kotu pa meni nič ni pokazala. Nagisa, lahko samo prekinem, se pravi, je šlo za en drugačen prenos glasbe, ne? Pri kotu verjetno si morala samo poslušati, pa potem sama igrati, ne? Ja. Tudi posnela, ali Ne. si mogla slušati? Imela si pa partituro, ne? Imela si pa note. Ne vem, zakaj, mogoče tako, v japonščini se učite narav. Narav pomeni, da tako ponoviti, tako kot, ne vem, opica dela kot človek, ne, ali pa papagaj govori kot človek. Tako mi učenci moramo delati kot učitelji. To je bil prvi korak, pa naprej. Ja, čeprav ste morali znotraj tega, ne, sami iskati se, ne? Ja, tako, točno tako. To je tako kot tradicionalna glasba. Ja, tradicionalna glasba. Tradicionalna glasba je tako oblikovana in nič ne smemo spremeniti, tako kot komad Rokudan. Ampak noter pa veliko, kako se reče, svobode. Ne? Lahko predstavljam tako, ali pa lahko igram tako, ampak v enem okviru. To moramo mi sami najti, smo morali mi sami najti. Tako, bila si pa, ne bomo rekli, pripadnica ali pa katerega stila šole? Ikuta. Ja, ikuta. Ja, ikutarju. Kako bi rekla se ta stil, recimo, kaj je značilno za ta stil? V meji obdobju, to je na koncu 19. stoletja proti 20. stoletja, je bil en znan koto igralec, on je bil tudi slep, in Miyagi Michio, in on je ustanovil tisto šolo in po njegovem načinu mi se učimo, pa on je veliko novih skladb napisal in njegove skladbe dosta igramo. Poleg tega tradicionalnega komada igramo. Dosti novejši pa jaz osebno ne igram toliko, ampak zdaj poskušajo nov način igranja na japonskem, torej koto z evropskimi glasbi, inštrumenti, naprimer bas kitaro, električno kitaro ali pa bobne, bolj agresiven način, oziroma bolj take zanimive rock'n'rollske načine igrajo. Pa tudi zanimivo. No, toliko, da smo samo malo povedali o tem, ne, da so znotraj vsakega inštrumenta imamo potem še različne stile in šole, ne, potem so kot taki majhni skrivnostni predalčki, ne, včasih. Ne. Tako da vemo tudi, da si dobila potem naziv Okuden. Pri japonski glasbi je vedno tako, da moramo, oziroma pri vsaki stvari, vsaj 30 let moramo nekaj delati, ne, da vsaj malo znamo. Tako da, kako je s tem nazivom Okuden, kaj je bilo potrebno? Oziroma... Potem za Okuden en komad sem morala narediti, pa ne vem, to je bilo to. Pa master, ta nivo za masterja, to je spet, ampak zato tudi spet, ne vem, 17 let je treba se naučiti. Predtem jaz sem prišla v Slovenijo, zato to sem spustila. Aha, je potem še mojstrski, ne? Tako. Tako.
Pa bi mogoče šle kar naprej na tvoj drugi inštrument. Mislim, da smo mi dve pripravili program za celovečerni program, ne, za 2 uri. Bomo mogli pohiteti. No, naslednji inštrument, ki bi ga tudi radi predstavili, ki ga prav tako naša umetnica obvlada, je šamisen. Ne? Tukaj vidite slikico, zgoraj sem tudi nekako eno takšno pripravila, da vidite malo, kako izgleda deli tega inštrumenta. No, sedaj imamo drugi inštrument, ne, šamisen. Videli ste, da gre za 3-strunski šamisen, podoben je malo takšni tamburici, ne, kot nekakšen banjo. Tudi ta inštrument, kot večina japonskih inštrumentov, je prišel iz Kitajske preko otočja Ryukyu. Hitro se je nekako priljubil na Japonskem, mogoče ste ga že kje videli, tudi na kakšnih mogoče razglednicah ali v kakšni umetnini japonski. No, predvsem se je uporabljal za spremljavo balad. Vemo, da Japonska ima kar precejšno zgodovino oziroma ima zelo značilno narativno umetnost, ne. No, in prvič smo ga lahko srečali nekako v Kabukiju, ne, v gledališču Kabuki v 17. stoletju. Zdaj, bi mogoče Nagiso malo povprašali, poslušali smo skladbico iz Genji Monogatari, kaj ne? Ja. Gao, to je ena skladbica iz 19. stoletja in govori o Genjiju. To je bil tak šarmer, ne? Ja. Pri tradicionalni glasbi velikokrat motiv je iz literature, književnosti. V tem primeru, tako kot Klara povedala, prvi najdaljši, še vedno najdaljši roman na svetu, Genji Monogatari, kako se reče, Klara? Princ? Princ Genji ali nekaj takega. Ja, to je točno. To je naslov. Ja, The Tale of Genji. Ja, in tako kot ste poslušali, še vedno tista glasba, ta monotonska, da nič ne kaj aktivnega, ampak samo tako, kot pripoveduje eno zgodbico. Tisti del je uvod, potem pa inštrumentalni del, potem pa na koncu je spet ta pripovedovalski del, oziroma ta petje pride. 3 deli so ponavadi v enem delu, v enem komadu. In meni je zanimivo, da ta motiv je iz književnosti, pa velikokrat je ta besedna igra, tole tisti, ki razume kakšne besedne igre ali pa ta beseda iz druge pesmici, in če to razumemo, pa veliko zanimivega tako nam najdemo v tem komadu. Drugač pa šamisen, pa koto, pa še shakuhachi. Tega jaz ne igram, ampak ta bambusni flauta, to igramo vsi skupaj in to so 3 inštrumenti, ki igra en komad. Glavni je pa petje in ponavadi tisti, ki ima šamisen, poje. Tako da jaz sem najprej koto začela, potem pa sem šla na šamisen in takrat sem že poznala, kako gre komad, zato ker isti komad igramo najprej na koto, nato na šamisen. Tako da vem melodija, kako gre melodija, potem nato sem zapela, pa sem igrala. Tako prav, takrat tudi sta verjetno zaspala ta Gojc pa Igor, ampak je pa
A ne, pri meni na notranjskem delu pa, tukaj pa, ja, tista zgodbica ali pa tista pesem, ne. Tako asociacijo se naredi in tako kot izvajalka, meni je prav vesela, da tako tradicionalni komad je vedno enak. Ne? Kdorkoli igra, je enak, mora biti, ampak tako veliko stvari se dogaja pri meni na notranji strani in to meni je prav všeč. Seveda, ta novi komadi ali pa ta originalni komadi je tudi zelo zanimiv, zato ker je to nov, pa svoj, pa jaz sem lastnica, pa tako naprej. Ampak tradicionalni ima drug zanimivnost. Zato večkrat opozorim, naprimer, študente, kako je treba se v bistvu vse bolj učiti in poglobiti, ne? Če mi poznamo, recimo, izvedbe različne te skladbe, tudi če je tradicionalna, ne? Potem tudi literaturo moramo poznati, zgodbo in potem počasi lahko komaj cenimo, ne? Samo skladbo in vidimo njene lepote, ne? Ne dobimo pa takoj tega feedbacka večkrat, ne? Mogoče smo mi zahodnjaki preveč razvajeni in takoj, ta glasba je pa takšna. Tukaj moramo biti potrpežljivi in ogromno je za raziskovati, ogromno se za naučiti, ne? Na takšen način. Zdaj tudi na Japonskem je enak, ne? Mi nismo več navajeni na tradicionalne glasbe, zato ker je težko razumeti pa dolg čas. Zato mi se ne trudimo več, tako da v šoli ne se učimo, v šoli poslušamo in to je konec, pa pol poslušamo te evropske glasbe, wow, ne, to je pa veliko zanimivega, pa taka struktura in to je bolj zanimivo, tako da pri nas je žal isto. Tudi Nagisa, danes, kar smo poslušali, je bilo zelo skrajšano, ne? Ponovadi skladbe precej daljše, ne? Ja, 20 minut, 30 minut, ja. Ponavadi, tako velikokrat v šoli sem rekla, ne, ko gremo na koncert tradicionalne glasbe, ali pa ko gremo na gledališče nove, karte so zelo drage, ne. Takoj vsi poslušalci zaspijo, zato ker je taka mirna glasba, pa nič ne razumejo, kaj govorijo. To je najbolj dragoceno spanje na svetu. Dražje, drago, ne? Ja. Zelo drago je. Tukaj bi se še ena tema odprla, ne? Da drugačen način izvajanja, recimo tradicionalne japonske glasbe, oziroma tudi dojemanja in poslušanja, ne? Tukaj, kot je omenila Nagisa, recimo predstave se odvijajo čez cel dan, in je dovoljeno malo zakinkati, ne? Mislim, zakinkati. Lahko ni potrebno, da 100% fokusiramo ves čas oči na oder in poslušamo, ampak ne, glede na se pravi dolžino, tudi sama sem imela izkušnjo, ne? V gledališču je gospa prišla ven pa je rekla, joj, kako to drago plačujem, pa spim, ne? Mislim, spim, ne? Tako da je zanimivo. Drugačen tudi način poslušanja, ne? Spremljanja same te tradicionalne glasbe, ne. Mogoče preden gremo naprej še na en zelo zanimiv inštrument z Okinave, bi vprašala, kako je s petjem, ne. Vemo, da tudi ko ste se učili koto, ste se že takrat začeli učiti pet zraven. Kako to sovpada z učenjem kota? Enkrat, ko sem imela priložnost iti na obisk ene učiteljice in učenke koto glasbe, me najbolj to šokiralo, ne? Da sta se učili koto in petje in potem, ko sta igrali, je bilo čisto druga melodija obeh, ne? Skupaj, ne? Nekaj, kar pri nas je spet malo drugače, ne? Jo, ne vem, to pa nisem razmišljala. Ampak koto pa šamisen, petje pa šamisen sta čisto drugačne, ne? Koto pa petje sta precej podobna, tako da najprej pri kotu petje se učimo, pa gremo na šamisen, da lažje igramo šamisen na petjem. Ne vem, koliko je drugačen, kako je drugačen, ja, to je drugačen, ampak ne vem, tako kot učiteljica poje, pa moram peti. Imam kaj. Petje je obvezni del, ne?
Ja, najbolj pomemben del. Ja. Je bilo kaj bolj težje, recimo, kot inštrument ali pa petje? Si imela rajši petje ali inštrument? Jaz nisem se učila, kako je treba peti, naprimer, ne vem, dihanje, pa postavljanje, pa take stvari nisem nič naučila, ampak ne ponavljala sem, kaj je ona delala, kako je ona pela. A je bilo težko, a ni težko, ne vem, ampak večkrat sem jo poslušala, ko sem bila velika že, sem poslušala posnetek na radiju, pa na posnetek, rekord, kako se reče, nogoščenc, CD player sem kupila, ko sem bila velika, pa sem večkrat poslušala, ampak to je spet narobe. To pa ni isto, kot kar jaz pojem, tako reče učiteljica, in je pa spet to narobe, tako da tako delam, moram delati tako, kot učiteljica pojem. Ja, seveda, to je ta način tudi, ne, morajo tako. Ampak če ne mi uči brez besed, pa prav težko razumeti, na čem je treba paziti. Ja, to je treba sama najti. Ja, ni problem, edino, če ne najdeš dokaj hitro, ne? Da ne mine preveč let, ne? Moraš sam raziskati, res je. Ja. Tak način, ne, ki ga vidimo tudi recimo v gledališču, pri plesu, povsod je prisoten, ne, na Japonskem. No, sedaj pa greva na tretji, tvoj najdražji inštrument, Sanshin, se pravi, greva malo južneje na Okinavo, tam velja za dušo okinavske glasbe, prav tako isto strunsko glasbilo, kot imamo šamisen, ne. Zdaj sama, ko ga poslušam in ko sem malo brala, kot ena naša harmonika, ne. Ne kot inštrument, ne, in njegove lastnosti, ampak glede na to, da ga imajo ljudje zelo radi, da ga ves čas igrajo na prireditvah, na recimo porokah, rojstnih dnevih, ne, združenjih ali pa, se pravi, festivalih seveda, ne. No, to je predhodnik v bistvu šamisena, ne. Iz kitajskega šamisena sta se v bistvu potem razvila in tisti prejšnji inštrument, ki smo ga slišali, ne. No, zdaj nam bo pa Nagisa malo predstavila ta inštrument oziroma nam kar v živo ga pokazala in zaigrala, ne. Dobro. To je pa edini inštrument, kateri lahko jaz danes vam pokažem, zaradi tega prostorskega problema. Izgleda tako, zelo precej majhen, ne, tako kot banjo, majčkeno večji kot banjo, malo večji kot ukulele. Ukulele je pa, kam sem dala? Ukulele je verjetno toliko velik, malo večji, ne. Koža je pa od kače, tam od otoka Okinave je ta velika kača in tam so vzeli, pa so porabljali za inštrument. Drugače pa ta šamisen, ta japonski banjo, ima kožo od najprej psa, pa od muce, zato moja učiteljica je rekla, takrat, ko je videla eno muco na cesti, ta pa ima lepo kožo, ne. Ali pa ta pa je čisto praskana, zato ker sta veliko se tepla. Ne vem, ona ima čisto drug pogled na svet. Jaz sem začela to, ko sem bila že študentka na univerzi, zato ker sem hotela malo izprostiti iz japonske glasbe, ker tam pa je čisto strogo, je treba se učiti, tako kot učiteljica igra. Pri tem pa, če bi hodila jaz na Sanshin učiti v eno šolo, mogoče bi bilo isto, ampak k sreči jaz sem imela eno društvo Sanshina oziroma okinavske glasbe in tam sem se učila z drugimi ljudmi, z drugimi prijatelji. Pol meni je bilo prav prijetno in sproščeno. To, ne, na Južnem otoku, oni so igrali pod drevesom in celo noč improvizacija, besedila pa kar tako smislijo, tako kot ljudska pravljica, prava ljudska pravljica. In včasih ni bilo ta glasba,
na Okinavi odrska glasba, ampak taka za druženje, ne, za pridruževanje. Velikokrat še vedno igrajo na festivalih, pa doma, pa na poroki, tako kot je kralja predstavila, pa tudi doma sama takrat, ko nimam kaj delati. Danes bom, ja? Pravim, da to ne vem, kaj je to. Ja, tako da ni dolg čas doma, tudi ko nimam Zooma, ta predavanje. Danes bom zaigrala en komad o luni, zato ker čez 2 noči bo polna luna, neverjetno, čeprav se spomnim. Luna, Skinu Kajša je naslov, to je, besedila gre tako: luna je najlepša takrat, ko je 13. noč, tako da ni polna luč, tako kot zaklalo ta evropska noč, ne, to je polna luna. Ne pa ta, ampak pred 2 dnevama je najlepša luč, najlepša luna. Dekleta je najlepša, ko je 17 let stara in tam je dekleta in to poje en moški, en fant. Tam živi ena dekleta in grem po rožo, ampak nič ne omeni o tej ženski, o tej dekleti. Jaz grem po rožo, ampak takrat, ko grem po rožo, slučajno mogoče bom mogel videti tisto dekleto. Tako gre zgodbica. Zdaj grem mečken nazaj. Upam, da me boste poslušali. Pa tudi vidite inštrumente. A me slišite? Hvala lepa. Hvala, Nagisa, najlepša hvala. No, vsaj bomo rekli, en inštrument smo imeli priložnost videti v živo in tudi slišati, seveda. Zdaj pri teh inštrumentih moramo omeniti, da je, predstavljajte si, ne, ta tehnični vidik, ne. Nagisa je seveda prinesla inštrumente iz Japonske, ampak če se kaj zalomi ali če je kakšna težavica, ne more iti kar popoldne v trgovino in zamenjati kakšen del, ne. Potem nam bo mogoče kaj povedala,
pa tudi recimo, ko beremo o teh tradicionalnih inštrumentih, ko gostujejo recimo z orkestri po velikih mestih in se odpravijo na pot iz Japonske, pride včasih težava, ker se pravi, gre za drugačne klimatske razmere, ne? In se potem predvsem ti tradicionalni inštrumenti drugače obnašajo tukaj ali pa na Japonskem, ne? Nagi se nam bi mogoče malo o tem povedala in pa o, se pravi, trenutnem inštrumentu, ki čaka na popravilo, tudi tvojem, ne? Ja, tako kot Klara rekla, če kaj se zgodi, pa v Sloveniji jaz moram samo jokati pa čakati avion. To je to. Ampak, od mene vam bom vprašala, oziroma imam en kviz. Prej sem omenila o flauti, o bambusni flauti. Nisva danes pokazali, kako izgleda, ampak to je iz bambusa narejen. Bambus poznamo, ne? Bambus, ene 4-5 lukenc. Aha, Klara mogoče ima ta flauto. Bom zdaj takoj pokazala. Hvala lepa. Klara, a ti igraš, ne? Si igrala? No, drugič imaš. Poskusila. Tako je, tak je, se pravi. In a je to še cela, Klara? Cel je, ja. Še cel. V Evropi, oziroma na Japonskem, tako kot veste, je velika vlaga, zato ker okoli je morje. Ko glasbeniki prinesejo te shakuhačije, te bambusne flaute, kako prinesejo, da bo vlaga še noter ostane? No, z nečem pokrijejo flauto. S čem pokrijejo flauto? A si predstavljate? No. En namig. Zelenjava. Ja, no, dajmo lahko poskusite uganiti. Denis, Joško, veliko od vas je bilo tudi že na Japonskem, ne? Lepo. Na Japonskem je tudi tiste zelenjava, ja? Pa tudi v Evropi je zelenjava. Tako, spravi ena zelenjava, ki jo imamo v Evropi in na Japonskem. Zelje. Bravo. Točno, bravo. Ja. Zelje ali kitajsko zelje. S čem zavijejo? Ali pa dajo v isto vrečo. Da ne poka, drugače pa lahko poči. Ker je evropski zrak zelo suh. Če primerjamo kot japonski zrak. Tako pravijo. Tako. Sem prinesla shamisen, pa sem dala mokro cuno v škatlici, pol sem prinesla, zato ker sem skrbela na avionu se posuši. K sreči je bilo v redu. Drugače pa, ko sem dala tisto kožo gor, sem prosila, da ne preveč napet dati, ampak bolj tako. Za zvok ni najboljše, če ni napet, ampak boljše kot poči pa jokam. Zato. Ja, si se poskušala znajti, ne? Ja. Mogoče preden gremo naprej, bi vam pokazali še eno značilnost tega inštrumenta. Zakaj noče? Je videti, samo trenutek. Aha, tukaj smo, ne? In sicer tukaj imamo eno slikco, kjer je prikazan vrat inštrumenta. Ta prva temno rjava je tega inštrumenta, ki ste ga zdaj slišali, ne, Nagisinega Sanshina. Ta je pa od Nagisinega Shamisena. To je inštrument, ki ste ga slišali s skladbico iz Genji Monogatari, ne. No in tukaj vidite pri vratu in pri sami nastavitvi strun, pri šamisenu imamo eno struno, ki ni na temu mostičku odstopa, ne? No in to je značilnost tega inštrumenta oziroma tudi en estetski koncept japonske glasbe, ki je značilen le za japonsko glasbo. Ti inštrumenti so prišli iz Kitajske, ampak so se potem, bomo rekli, po okusu Japoncev za glasbo počasi spremenili
in ena od sprememb je zelo dobro vidna v temu, ne. V tej strukturi, ko vidimo, da ta struna malo odstopa, ta struna, ko igramo na njo, ustvarja tak buzzing zvok, ki naj bi Japonce spominjal na zvok semijev, ne, Nagisa? Ja. Tako da tudi, ko imamo recimo umetnike, ko igrajo, rečejo, on pa ta zvok zelo dobro ustvari ali pa ne, ne. Imenuje se pa ta koncept oziroma zvok sawari, ne. Tako da to je ena taka zelo zanimiva značilnost, ne. In tudi razlika recimo s tem drugim inštrumentom, ne, čeprav sta oba enako uglašena, ne. Tako, kot eno tako značilnost. Še mogoče, ker se tega zvoka samega inštrumenta sliši, Nagisa je enkrat omenila, da za slovensko uho uglasi inštrument malo drugače. Da bi jo še enkrat vprašala o tem. Ja, za višino tone. Ja. Ja. Pri nas, oziroma pri japonski glasbi, ton A je 440 MHz, to je isto, ampak v Evropi, oziroma, to je isto, ampak pri šamisem, ali pa pri sanšinu, ni toliko važno, zato ker lahko spremenimo, kakor hočemo, ne. Danes se začnemo na C, jutri pa se začnemo lahko D, ne. Kakor hočemo, če je brez shakuhačija. Shakuhači ne more spremeniti zvoka. Med nama, oziroma med šamisenom in kotojem pa lahko. V Okinavi, takrat, ko igramo sanšin, pa tudi lahko. Danes imam visok glas, tako da malo zvišamo, danes imamo moški v družbi, tako da malo znižamo, to je čisto enostavno. Tukaj, ampak sem klavir igrala, ne, zato sem bila navajena na A je 440 MHz. Tukaj malo A je višji, 442, 43, kaj takega, in jaz tukaj nimam stabilnost, zato ker ko poslušam en ton, pa nekaj na pol poslušam, ne, ali pa četrtino malo višji, malo nižji in vedno pa nimam miru. To si govorila, ne, Klara? Da malo, si rekla tudi, da malo ga znižaš, ne, za naš tukaj, ne, tako. Ja. Ampak ko poslušam orkester v Cankarjevem domu, to pa čist taka lep zvok, čist napet zvok, prav lepo. Lepo slišati, ne? No, toliko malo o lastnostih inštrumentov, ne, skozi predstavitev Nagise. Sedaj bi se mogoče dotaknili samo še nekaj točk. Eno od aktivnosti je tudi vloga njenega vokala, nastopa v številnih kolaboracijah, recimo tukaj sem vam samo nanizala nekaj CD-jev, mogoče tudi kakšnega poznate. Na začetku našega dogodka smo slišali skladbico iz Sonce in sončice po vsem svetu. To je bila res velika naklada CD-ja, ki je išla v Cicibanu tudi, ne. Potem imamo recimo s skupino Laibach, Volk, in pa recimo pri projektu Ogenj v ustih z Danetom Zajcem, študentska založba 2000, ne. Nagisa veliko nastopa, prevaja skladbice iz slovenščine v japonščino ali obratno. Tudi Marko Skače imamo Nagisino verzijo, če bomo imeli časa na koncu. Bomo rekli tudi na japonskem, je že predavala o slovenski glasbi in pisala, ne. Tako da tukaj sedaj naprej bomo malo omenili njeno, bomo rekli, en tak velik doprinos, ki ga daje Sloveniji na oba, ne, v obe smeri, bomo rekli. Tako da tukaj imamo pripravljeno eno skladbico, spet en nastop iz televizijskega kluba lanskega leta, če bomo imeli na koncu časa. Za konec, preden se boste lahko tudi sami udeležili pogovora in jo kaj zanimivega vprašali, bi mogoče še izpostavila 3 točke današnjega
delovanja Nagise Moritoki Škof, se pravi z glasbo. No, najprej moramo povedati, da Nagisa že odkadar je, se pravi, prišla na Japonsko, sodeluje z vsemi projekti povezanimi bodisi z ambasado, ki se izvajajo skozi leto, ne, recimo Cesarjev rojstni dan. Tukaj imamo fotografije iz projekta Japonska med nami, ki smo ga izvajali 2017. Smo se povezali z muzeji in nekako osvetlili Japonsko, vse dele Japonske, ki nekako živijo v slovenski družbi med nami. No, tukaj je imela delavnico Zapojmo po japonsko, kjer je učila japonske pesmi, potem zvečer pa za otvoritev razstave se je preoblekla v gala kimono in je bil nastop tudi še kasneje. Tukaj recimo sem izpostavila samo enega od dogodkov, teh dogodkov je ogromno. Pomemben del so tudi recimo predavanja na filozofski fakulteti ali pa recimo dogodki tudi v okviru filozofske fakultete. Tukaj vidimo, ko oglašuje Koto na Liberaku, festivalu knjige, ki ga tudi izvajamo vsako leto, potem recimo na fakulteti med predavanji predstavi študentom inštrument, lahko tudi sami poskusijo, gre za en takšen del, bomo rekli, nastopa in potem delavnice. No, je pa tudi zelo aktivna ne samo v centru in bomo rekli, v povezovanju s temi glavnimi ustanovami za izobraževanje, ampak zelo pogosto nastopa po vseh krajih v Sloveniji. Mislim, da pri nas v Ilirski Bistrici je bila že dvakrat. Enkrat pri izdaji knjige haikujev Midva, gospoda Ivka Svetiča Magajne, in enkrat v Domu starejših občanov lansko leto v dogodku, ki smo ga organizirali skupaj z Univerzo za tretje življenje Ilirska Bistrica. Mislim, da imamo tudi danes predsednico z nami. Hvala lepa. No, in tukaj imamo eno fotografijo iz Centra starejših Notranje Gorice, kjer tudi vidimo, da si je vzela dopoldne in predstavila japonsko kulturo in glasbo. To so le 3 takšni, bomo rekli, izseki teh dogodkov je ogromno. Mislim, da tudi Nagisa ne šteje. Ko sem jo vprašala, če ima kakšno listo, sem sama našla več dogodkov, kot jih je ona imela. Mislim, da je imela 2 ali 3. Tako da zelo aktivna in moramo biti le veseli, da tako na en takšen način dopolnjuje bogati naš slovenski prostor, tako in drugače tudi glasbeno. Ker bom rekla, z mojega tudi stališča je zelo pomembno, ker imamo sicer nekaj glasbenikov in nastopov, ki pridejo enkrat, dvakrat, trikrat gostujejo na leto, recimo z Japonske, v sodelovanju z ambasado ali podobno, ampak Nagisa je pa tukaj z nami in bomo rekli, je aktivna ves čas, celo leto. Tako da smo lahko veseli, da imamo takšen doprinos, zelo pomemben doprinos k slovenski, se pravi japonski glasbi v slovenskem prostoru. Tako. Sedaj bi vas pa povabila na pogovor z Nagiso. Jaz verjamem, da imate tudi vi kakšno zanimivo vprašanje, mogoče tudi, ker niste slišali, pa bi vas zanimalo o stvareh, ki sva govorili. Tako da vas vse še enkrat ljudno vabim na pogovor z Moritoki Škof Nagiso. Ker izvolite. Lahko dvignete roko, lahko se pravi, kar vprašate, pa bomo pogledali. Ja, Nadja San, izvolite. Mene zanima ta način petja oziroma učenja ljudskega petja. Se pravi na tak način, da posnameš to, kar ti nekdo zapoje ali pa zaigra. Tak način je tudi pri nas poznan, vendar me zanima, a tega učiteljico, tega ljudskega učitelja si sama poiskala
ali je to način, kako prideš do njega organizirano? Mislim, to me na tak način zanima. Ta del me zanima, no, tako za začetek. Kako poiščeš učitelja? Kako poiščete učitelja pri vas? Kako iščemo učitelja? To je čisto tako... Določnega učitelja. Kako prideš do tega učitelja? Ne, to je čisto naključno. Vprašam prijatelje, kdo uči, pa grem tja. In to je to. Če imam srečo imam, če ne, pa ne. Tako težko se je učiti. Jaz sem imela 2-krat prav srečo in obe učiteljici sta bila prav dobri, odlični, pa še vedno imam stik z eno učiteljico od teh. Tako da ne samo za koto, za inštrument, ampak tako kot za življenje imam čisto močno povezavo, tako da veliko se naučim od nje. Ne samo od petje, ne samo igranje. Ampak kako iskati? Ja, ne vem. Bog ve. Te samo najde. Te samo najde, ne? Konec koncev, ne? In najlepša hvala, ja, Daša, izvolite. Morda kako tiste, ki jih učiste, kako morda dojemajo, kako se tu navadijo, kako, če je težko se navaditi, se jim je težko naučiti igrati. Kako se navaditi igrati? Ja, kako hitro oni to dojemajo, kako pač, ko jim kažeš, ali pa prvo ste zapetke v japonščini, pa ki ste omenili, da jih učiste pesmi. Ne vem, če sem čisto dobro razumela vprašanje, ampak en komad, oziroma en del od komada hitro se naučim, drug del pa nikakor ne morem se učiti. Isa pa, ko učiš ti druge, ne? Ja, kako pač... Jaz učim. Ja, kako se drugi učijo, jim je težko, se jih navadi najprej hiragano, pa katakano morda, pa tako. A ja, to? Ja. Ne glasba, ampak jezik. Ja, če se tako se naučijo komade, morda pet, če jim je težko, ali pa tako. Ne, nisem dobro razumela, prostite. Nagisa, kako se naučijo, se pravi besedilo za pesmi. Ja. Besedilo za pesmi, aha. Ti učiš še morda jezik zraven ali neke sorte? Najprej, ta jezik je klasična japonščina. Ko sem bila majhna, nisem imela pojma, kaj jaz pojem. Pa nisem vedela, zakaj se gre, zato ker tam piše, tako sem zapela. Čez 5 let, čez 10 let sem razumela, kaj to pomeni. Pa čez 20 let sem razumela, kaj je ozadje, kakšna literatura. Tako da enkrat sem učila, pa spet sem odprla iste note, pa 3-krat, 5-krat, 100-krat, pa nekaj počasi mi odpre. Ampak takrat pa ni bilo več učiteljic, tako da sama sem morala najti, kaj je to. Mogoče nisem prav dobro odgovorila, ne? Pa nisem na vaše vprašanje odgovorila. Ja. Klara, pomagaj, no? Saj si lepo odgovorila. Ja, lepo. Je zanimalo, recimo, ko imaš delavnice glasbe, če se takoj naučijo, če jim je težko. Ja, če jim je težko. Ne, ko imam delavnico, meni ni važno, ali se učijo takoj ali ne, ampak meni je bolj fajn, da najprej zvok pa melodijo naj poznajo. Zato, ker jaz tudi nisem imela pojma, kaj jaz pela, kaj sem pela takrat, ko sem bila 10 let stara. Tako da, če jim odpre
kakšen pomen pozneje, čez 2 leti, čez 3 leta, meni je to čisto dost. Tudi če ne odpre, pa tudi v redu, ne. Ja. Ampak, če neki dobi ritem ali značilnost jezika ali ta melodija, ali mogoče dolgčasen občutek ali ne vem, zanimiv občutek, če jim nekaj pusti, pa je delavnica bravo, ne. Uspešna. Tako, ja. Se pravi, Mogoče spet nisem vas odgovorila, ne. ne, zelo lepo. Je v redu. Lepo. Vse. Jezik je tukaj postranski, ne? Pride kasneje. Ja, jezik ne toliko. Ja, nič ni pomembno. Zato jaz učim jezik. Ja, Darja, Mene pa zanima, če obstaja, oziroma če je navada kje na Japonskem, da ko se poje, da več ljudi skupaj poje, ali zmeraj sam eden pri tej ljudski glasbi. Tudi več ljudi zapoje. In brez dirigenta. Zanimivo. ja, je res, ne? Mi smo navajeni tako v skupinah, ne? Recimo pri vas imate tudi karaoke, ne? Mi smo bili večkrat presenečeni, smo želeli na en mikrofon, nas je želelo pet skupaj, ne? Ampak je Ja, ker je premalo mikrofonov, ne. pod svoje, ne? Ja. No, še kaj bi vas zanimalo, karkoli lahko vprašate. Ja, Nadja, izvolite. Ja, še to me zanima. Če, pač prebrala sem, da imata tudi otroke, ne? Koliko so potem dovzetni za to vrstno japonsko glasbo, japonsko ljudsko glasbo in petje? Koliko jih zanima? Ja, a jih zanima, Itak jih zanima, kakšna igrica pa YouTube, ne, tako da japonska glasba pride čisto na koncu na vrsti. Ampak ko smo bili majhni, a to sem prej Klari pokazala, take otroške pesmice, to je čisto strgano, ne, smo to zapeli. To ni taka ljudska glasba z inštrumenti, ampak to je knjiga, jaz mislim, da ko je moj brat, ki je 9 let starejša od mene, je kupil, so kupili starši. In to sem jaz tudi imela, take starinske fotografije, moji prijateljici, ki je restaurira, je zelo všeč, ji moram pokazati. Ampak tukaj sem pisala, tukaj pa pojem jaz, tukaj pa mami poje, pa tako sva zapela takrat, ko je mama šivala. In v takem načinu, jaz sem tudi z otroki zapela, ko smo šli na sprehod, ali pa ko smo šli spat. Tako da take otroške pesmi še vedno poznajo, oziroma ostanejo v ušesih, pa v glavi. Zdaj pa, a ne, oni imajo svoj interes, jaz pa imam samo Zoom, tako da ne pojemo skupaj, pa tudi nimajo interesa na japonske tradicionalne glasbe, ampak interes je tako, ne tak telesen interes, ampak zanima jih je, zato ker so inštrumenti doma, pa včasih mami igra, pa neki poje, ali ne vem, če mami poje, ali ne vem, neki laje, ali ne vem, kaj dela mami. V takem načinu verjetno mislijo. Je pa zanimivo to, da so to glasbo najbrž doživeli, že preden so se rodili. Ne? Še ko je bilo obdobje nosečnosti, so otroci poslušali to glasbo, to jim ostane. Zanima, kako so poslušali takrat. Ja, verjamem, da jim je to ostalo. Ja. Krasno, ne? Lepo. No. Če imate še kakšno vprašanje, drugače bi počasi zaključili, mogoče bi za konec, ja, izvoli, Nevenka, jaz vas krtim. Ja,
Jaz bi se samo rada zahvalila gospe Moritoko, pa seveda tudi tebi, Klara. Moram reči, da sem zadovoljna, ker smo mi lansko leto prvič organizirali, prihajam pač iz Univerze Ilirska Bistrica. Seveda se tudi Nadi zahvaljujem, da ste to zadevo letos ponovili. Moram reči, da smo mi s kulturo Japonske zelo zadovoljni. Morda se bo to zgodilo, mi smo lani morali zaključiti ravno po noči raziskovalcev in pa po predstavitvi kimona. Žal pa letos se nam ni ista zadeva zgodila, tako da upam, ugotovila sem, da kar nekaj naših kolegic sicer spremlja današnjo prireditev. Moram reči, da morda jih bo tudi to okorajžilo, ker se mi pri nas zelo bojimo vsega, kar je nadaljavo. Vidim pa, da so kolegice, pa tudi Daši, hvala, da se je priključila, ki se tudi k nam ponavadi k japonščini. In tako da vama želim, da morda pa drugo leto spet pri nas ali pa kje drugje. Tako da sem zelo vesela, da tudi po Sloveniji spoznavajo kulturo japonsko in pa seveda te različnosti med našo kulturo in pa med japonsko kulturo. No, moram reči, da mi vse Japonce oziroma vsi, ki se s tem trudite v Sloveniji, smo zelo hvaležni. Tako da vam moram reči, če boste videli, najbrž vidite na sliki tudi našo Klaro in gospo Škofovo, ko so bile pri nas v Ilirski Bistrici. Tako da v spomin bomo vam tudi, ko bomo mi lahko sploh objavili ta naš zbornik, tudi vam dali, ker smo res zadovoljni s tem predmetom. Tako da morda si pa mislim, da bomo tudi še, če bo ta korona zelo dolgo trajala, da morda se pa mi vidimo tudi na Zoomu. Tako da vam želim veliko uspeha in pa želim, da se še v kratkem vsi skupaj vidimo. Najlepša hvala za res en krasen večer. Vsem trem, ki ste nam to tudi danes organizirali. Hvala lepa. Ja, res najlepša hvala. Ne vem, kam ima vedno tako lep govor. In čestitam še enkrat na zborniku. Smo tudi slikca najina od lani, se pravi, lani smo imeli tak malo podoben o zgodovini japonske glasbe v Ilirski Bistrici. In tudi sama bi vas še enkrat pohvalila, predvsem Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica in Sežana, ki se trudimo že od leta 2013, so eni najbolj vztrajnih, bom rekla, v Sloveniji, kar se tiče japonske kulture. Tako da se imamo res lepo na teh naših uricah in tudi vi omogočate, se pravi, ta naša srečanja na takšen način. Tako da bi se zahvalila še enkrat vsem, tako tistim iz Univerze za tretje življenjsko obdobje, iz Sežane, iz Ilirske Bistrice in tudi ostalim. Vidim, med nami je tudi nekaj študentov. Zelo najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Zdaj na koncu še ti kakšno besedico? Prav lepa hvala vsem, ker ste prišli poslušati, pozdraviti, pogovarjati se. Upam, da je Klara s Klaro in jaz nekaj sva predstavila japonski glasbeni svet. Poleg tega mislim, da takrat, ko včasih prevajam ali pogledam ali razmišljam o besedilu japonskih pesem, pa slovenskih tudi, mislim, da motiv je enak, ljubezen, življenje ali za otroke ali prijaznost do drugega. Tako da sta dva različna svet, oziroma svet sta zelo širok pa daleč, ampak pa isto mislimo. Tako od glasbe to se počutim lepo. Ravno zdaj imam eno pesmico Ribo Faroniko. Faronika, ne? Ja. Riba Faronika. To bi rada prevajala v japonščino, ampak nekako mi gre ena beseda, tam na koncu je ena beseda, oziroma 2-3 besedi, ki Jezus prosi Faroniki, da nikakor se ne premikaj in za otroke in za nosečnice. In za nosečnice. Ta beseda pa nikakor ne najdem v japonščini, prav lepo, pa se pomatram, ampak bom že našla, da bom šla še en korak naprej.
Tako, da z vami. Tako, mi smo vsi prepričani, Nagisa, da boš našla. Tako da jaz upam, da se spet vidimo naslednjič in seveda v živo in tudi potem ob kakšni kavici ali čaju, ne? Tako da je bilo letos preko Zooma, ampak res naslednjič. Je tudi res velja poslušati glasbo tudi v živo, ne? Zato je tudi glasba tako dragocena, ne? Bolj. Tako da še enkrat bi se vam zahvalila za danes, lepo bodite, hvala vam. In Hvala. Ja. Hvala lepa. Hvala. Raziskovalci še naprej, tako da pojdite na program in še uživajte kakšne dogodke. Ja, malo pogooglajte, res tudi za učke, za otroke, za vse generacije, ne? So različni dogodki zelo zanimivi. Tako vljudno vabljeni in do naslednjič vas lepo pozdravljava. Hvala. Hvala. Arigato gozaimasu. Arigato.